Živijo, dobrodošli, lep pozdrav. Vesel sem, da ste z mano v podcast epizodi Umetnost lenarjenja. Današnja epizoda ponovno, kot večina mojih objav, povezana z zdravjem in sicer na najboljšem in najbolj splošnem, širokem kontekstu, to je gibanje in prehrana. Moja današnja gostja je docentka doktorica Neža Majdič, zdravnica, specialistka fizikalne rehabilitacijske medicine, ki je tudi vodja tima za klinično prehrano na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani. Neža je sicer doktorica znanosti, docentka na medicinski fakulteti, ima tudi tečaj Evropskega združenja oziroma diplomo Evropskega združenja za klinično prehrano in ukvarja se tudi s športom in športniki v kontekstu športne rehabilitacije, športne prehrane. Krasna in zanimiva sogovornica v glavnem in tudi pogovor je stekel relativno široko, od nekih generičnih in generalnih principov zdravega prehranjevanja in gibanja do bolj specifičnih zadev, kako naj se giba, je, rehabilitira športnik ali oseba s prekomerno telesno težo. Velik del pogovora sva tudi posvetila problematiki debelosti, vprašanjem, ali je to problem tudi v Sloveniji, kako naj bo celosten pristop k hujšanju, kaj so realna pričakovanja in ali imajo zdravila in kirurgija mesto pri zdravem hujšanju, ki ima učinek na dolgi rok. Vesel sem, da ste tukaj z mano. Upam, da najdete v pogovoru kaj vrednega in morda tudi naredite kakšno fino spremembo zase, da boste bolj zdravi na dolgi rok, če ne drugega, vsaj nekoliko bolj pokončno sedite. Tudi o tem sva govorila. Današnji podcast sicer nastaja v sodelovanju z družbo Novo Nordisk, podpora podjetja pa ne vpliva na vsebino podcasta, se pravi vsebina in vse, kar sem povedala z Nežo, so stališča, ki so izključno moja, njena oziroma najina. Hvala za vaš obisk in uživajte pogovor. Živijo, Neža, dobrodošla, hvala za obisk. Hvala tebi za povabilo. Se veselim tega pogovora. Pogovori o zdravju me veselijo. Tudi zato, ker vedno jaz nekaj od tega odnesem. Se mi zdi, da je vedno neko znanje in neka nijansa, ki jo lahko še spoznaš. Upam, da bo danes podobno. Ja, zagotovo. Zato, ker to, kar sem si nekako zadal, z najim pogovor okvirno, se pravi nekako šport, prehrana, gibanje, zdrava telesna teža, to se mi zdi nek temelj vsega, na čemer gradimo. Tudi v primeru, ko pride poškodba ali bolezen, ti si specializirala fizikalno rehabilitacijsko medicino, FRM, kar večinoma poznamo v povezavi z našim inštitutom Soča, s poškodbami, prometnimi nesrečami, tudi mi infektologi veliko sodelujemo. Od kje ti je prišla ideja oziroma želja po tej specializaciji, pa kako v bistvu izgleda delo zdravnika FRM? Ja, v resnici zdaj, ko pogledam nazaj na to svojo poklicno pot, vsaj do zdaj, je bila pravzaprav večinoma nek splet nekih okoliščin ali pa naključij, pa izbire so bile splet nekih okoliščin. Tista edina, ki je bila res, ki je v meni tlela že od, mislim, da 5. razreda osnovne šole, ko sem bila za maškare prvi zdravnica in se mi je zdela, da sem takrat razkrila to svojo življenjsko skrivnost. Skratka, ja, ta je bila res tako vnaprej načrtovana. Potem pa enkrat, ko sem prišla na medicino, dolgo nisem vedela, kaj je tisto, kar me vleče. Ko so se začeli enkrat klinični predmeti, se mi je zdelo, da je mogoče ginekologija, predvsem porodničarstvo tisto, kar bi lahko počela. Pa sem šla potem delati Prešernovo nalogo, volontirala, zaključila medicinsko fakulteto, no in pa se je pa zgodilo, ko se reče, življenje v medicinskem kontekstu, pripravniškem, torej dežuranje na IPP-ju, kjer sem nekako ugotovila, da nočna dežurstva oziroma neki turnusi pri meni enostavno ne bojo šli. Jaz naslednji dan prvič nisem funkcionirala, druge nisem mogla trenirati, nisem se počutila. Skratka, in ugotovila sem, da se otroci ne rojevajo samo po dnevi, ne? In je ginekologija nekako padla v vodo. Potem razmišljala sem o tem, kaj bi še prišlo s tem mojim mogoče nekim predznanjem upoštev ali pa z življenjskim slogom in zanimanjem. Potem je bil spet nek splet okoliščin, da sem bila vabljena na nek sestanek na Uri Soča, nevezano na specializacijo. Vem, da sem čakala kolegico in brala neke posterje, ki so bili tam na steni.
o celostni obravnavi, o različnih pristopih do pacienta z določenimi poškodbami. Predvsem ta kombinacija fizioterapevtske, delovnoterapevtske, psihološke obravnave, sociološke obravnave. Skratka, ta del me je res takrat pritegnil. Mogoče zato, ker ga iz medicine nisem bila vajena. Ali pa sem bila nekako navajena, da gledamo na pacienta skozi, ne vem, panel laboratorijskih preiskav. Ali pa ledvica, jetra. Tako, organski sistemi, to je to, kar nas definira. In potem sem na neki točki se odločila, da bom napisala strokovni direktorci takratni, pa predstojniku katedre za FRM en mail, tako zelo entuzijastično, da bi jaz prišla k njim volontirati. Takrat ni bilo specializacij, to, kot jih je zdaj. In mislim, da preden sem pritisnila tipko pošlji, mi je že profesorica nazaj ugotovila, da to ne bo mogoče, tega nas oči ni. In je bila ta zgodba zaključena. No, potem me je posebej profesor kontaktiral čez 3 dni, da naj pridem na sestanek, me povabil k sebi, dvakrat popihal na dušo, da je pogledal življenjepis in povprečje, to se je njemu takrat zdaj blazno pomembno, in da je našel zame eno krasno rešitev. In jaz sem seveda, ja, krasno, sprejmem, ne vem, kaj sprejmem, ja, mlada raziskovalka boste. Sprejmem. In ta prva stvar, ko sem prišla domov, je, da sem pogooglala, kaj pomeni biti mladi raziskovalec. No, skratka, ugotovila sem, da sem se nekako zavezala k temu, da bom v naslednjih 3 letih pa pol doktorirala. Ne iz medicine, ampak iz statistike. Ampak na neki točki se mi je zdel, nek življenjski izziv. Tako sem prestala potem na Uri Soča kot mlada raziskovalka najprej, pa potem dobila sočasno še specializacijo. Potem pa ena porodniška, druga porodniška in 7 let kasneje, končno da specialistični izpit. So se tvoji otroci vsaj po dnevi rodili pa? Ne, to je najhuje. En je totalno jutranji in ostaja jutranji, druga mi je pa mačkam prezanesla, dnevna. To se mi zdi, da moja mina je taka proletarsko dete, se je lepo 7-urni delavnik, nekje ob 8 zjutraj sva začela se ukvarjati s tem, ob 2:30 je rodila Ester, tako da lepo takih 7 slovenskih ur na šihtu in je prišla ven. Specializacije so različne, različni ljudje smo in jaz sem kdaj vesel, da smo različni, ker ne predstavljam recimo sebe v laboratoriju, imam sošolce, ki so patologi in jih ne vidim v infekcijski urgentni ambulanti, tako da hvala Bogu, da smo različni, upam, da bo ta raznolikost ostala, ker se mi zdi, da v medicini se zelo kažejo neki trendi. Zanimanj za specializacije, ki so drugačne, kot so bili včasih in nekateri stroke bojo najbrž glede tega nastradale. Za FRM je verjetno še vedno interes kar velik, si predstavljam? V resnici zelo odvisno. Se mi zdi, da je zelo odvisno od generacije. Zdaj na zadnjem razpisu mislim, da je celo ostalo prosto mesto, tako da ni več tako, kot je bilo včasih. Je pa seveda fiziatrija sama po sebi ni samo delo na Soči, ampak so to zdravilišča, so to konec koncev zdravstveni domovi, tako da mogoče je tudi ta aspekt, da ni vse terciara, da je treba mogoče delati tudi na drugačen način. To je za več specializacij, se mi zdi, pride zraven, da si ljudje kdaj predstavljajo samo tisto eno stvar, ki je mogoče najbolj terciarna, s tem, da zdravniki itak potrebujejo povsod. Ampak jaz sem tudi bral tvoj življenjepis oziroma opis, sicer povprečja nisem našel, ampak delaš seveda športniki, pa tudi s poškodovanci, to so različne skupine, različne potrebe, a je kaj, kar je skupnega rehabilitaciji po recimo nek tovornjakar, prekomerno prehranjen se zaleti, ima poškodbo hrbtenice, ali pa športniki deadlifta 300 kg v neki poči. A so neki generalni koncepti ali je to zelo individualistično? Mogoče tako na prvi pogled zgledajo to popolnoma različne skupine ljudi, oziroma popolnoma različne skupine pacientov. V resnici športniki zelo pogosto so, vsaj presnovno kot neki pacienti. Dejansko, laboratorijsko, glede na sploh takrat, kadar so prehransko slabo podprti. Se pravi, kadar ta presnova vezana na prehransko podporo ni optimalna. Takrat zelo pogosto vidimo zelo podobne spremembe, kot jih vidimo pri onkoloških pacientih včasih, ali pa pri nekih pacientih, ki so v nekem kroničnem vnetju. Tako da ampak bom rekel tako, v osnovi na prvi pogled različne, predvsem z vidika nekih zmogljivosti, športnik, ki je sposoben obrniti 350-400 vatov, recimo kolesar, ali pa, kot ste omenili, dvigant 150-200 kg. Na drugi strani pa nekdo, ki telesno prej ni bil nič aktiven, ima že tako neke predispozicije za neke zaplete, pa je potem še dodatno poškodovan, pa mogoče imobiliziran. Ampak neke tiste osnove, ki pa so skupne, so pa verjetno cilji.
Eden izmed teh ciljev je zagotovo, da pri obeh skupinah želimo zadržati čim več mišične mase tekom rehabilitacije, oziroma tekom nekega zdravljenja, ali pa mogoče celo nekaj pridobiti, poskušati vplivati na vnetje, poskušati zagotoviti, da je ta regeneracija čim boljša. In pa predvsem vrniti jih nazaj v neko, ne bom rekla gibanje, ampak v funkcionalno gibanje. Se pravi, tisto gibanje, ki jim omogoča, da lahko izvajajo aktivnosti, ki so jih izvajali prej. Potem je pa tako kot pri vseh konceptih pravzaprav zelo individualno, zelo odvisno od tega, kakšen pacient je. Mogoče pri uvodu nisem povedala, da poleg rehabilitacije delam ali pa se ukvarjam še s področjem klinične prehrane, klinične športne prehrane. In tukaj pa res vidimo, kako zelo pomembno je, da te intervencije prehranske in gibalne prilagodimo pacientu individualno, izključno individualno, pa ne samo njemu kot osebi, ampak njemu kot osebi v tem časovnem obdobju. Mi imamo recimo danes zagotovo drugačne potrebe porabe, kot so jih imela 10 let nazaj, ali pa 15 let nazaj, ali pa že včeraj. Tako da ta nekak ideja je specifična. Ja, zagotovo sem te želel o prehrani spraševati malo bolj podrobno, predvsem z vidika seveda zdravnice in tudi specialistka, ki se ukvarja s tem. Zato, ker se mi zdi, da o prehrani se seveda zelo veliko govori in kar je super, ker jaz mislim, da je to ena stvar, ki je tako vsak dan. Recimo, govorimo o tem, kako iti varno v hrib, oprema, priprava, vse in pogremo v hrib 4-krat na leto. Prehrana je nekaj, kar se nam dogaja vsak dan, praktično cel dan, jaz jem po 7-krat na dan pri svoji višini, kot si rekla, imam potrebe drugačne, kot sem jih imel, se mi zdi, da vsak dan više. In se mi zdi super, da se ukvarjamo s tem, ampak podatkov je toliko na svetu, je toliko nekih diet, nekih ljudi, da kdo, ki reče, zdaj bom pa začel malo bolj zdravo jesti, odpre mogoče nek Google članek in reče, jaz ne morem tega preveč. Se pravi, kako važno je, da ljudje nekako premišljeno in čuječe gradijo svoje obroke, in kje dobiti neke zelo osnovne informacije, da te ne zasujejo takoj teh 1000 specifik, ki jih ti recimo znaš, ki so važne, ampak mogoče ne za nekoga, ki samo hoče biti generalno zdrav pa ohranjati neko mišično maso, ki mu bo omogočila zdravo gibanje pa življenje. Ja, v resnici, kakor je na eni strani prednost, da so informacije zdaj tako dostopne, je to na drugi strani za laike v resnici lahko zelo zavajajoče, Predvsem zato, ker je težko iz te poplave informacij izluščiti tiste najbolj uporabne ali pa najbolj učinkovite ali pa dejansko najbolj zanesljive. Tisto vodilo, ki se mi zdi najpomembnejše tukaj je, da ko se nekaj sliši predobro, prerestriktivno ali pa preekstremno, enostavno ne more držati. To je ta glavno. V resnici tukaj, ko se enkrat začnemo pogovarjati o nekih zelo drobnih specifikah ali pa o nekih zelo specifičnih prehranskih dopolnilih, pa prej ne, oziroma se ne prepričamo, ima ta oseba vsaj približno osnovno znanje o osnovnih glavnih obrokih, mislim, da smo nekje zašli. In to je tisto, da se zelo hitro nalepimo na neke majhne specifike, neke detajle, osnove pa ne znamo urediti. In če se vrnem zdaj nazaj na tisto čuječnost, v resnici se mi to zdi osnovno, da prišli smo zdaj v neko obdobje, ko pogosto jemo zelo avtomatsko, oziroma nek ta avtomatizem, hitenje, gneča, ustoje za ekranom v službi v sestrski sobi, na hitro, pa potem nekako zgubimo te občutke lakote in sitosti, se pravi nekega tega zavedanja, zaznavanja našega telesa, se pravi z nekimi signali, ki nam jih je narava sicer dala, pa smo jih potem z evolucijo nekako zgubili. In to se mi zdi nekako tisto, kar lahko posameznik sam pri sebi naredi, brez da si išče informacije na spletu, torej da se usede za krožnik, pa se najprej vpraša, a sem zdaj v tem trenutku res lačen, kaj mi bo ta obrok zdaj dal, a ga res rabim, a rabim še eno dodatno porcijo oziroma repete zraven. Torej, da mogoče se bolj k temu zavedanju nazaj vrnemo, pa potem seveda iščemo neke take dolgoročno vzdržne prehranske strategije, ki se jih bomo lahko držali, torej, da se izogibamo nekim ekstremom. Se mi zdi, da so ravno te ekstremi pač seveda vabljivi, ker ljudje, če rečeš nekomu, a boš rajši premišljeno sestavljal svoje dnevne jedi ali vzel to eno tableto, ki je čarobna in ti bo vse rešila, malo upamo, da je to res in ti ljudje, ki to predstavljajo, so kdaj še zelo karizmatični in ven butajo in na ta način nastopijo. Kaj so potem neke, da se, recimo, da nekdo se na ta način usede in pomisli, a sem lačen, a nisem, koliko sem lačen, in pa pride do vprašanja, kaj mi bo ta obrok dal. Kaj so zdaj neki generalni koncepti zdrave prehrane,
da odgovoriš na to vprašanje. Kaj zdaj mora? Zdaj mora solato jesti, a ne sme vzeti zrezka, lahko jesti tudi sladico kdaj. Kako bo sestavil ta svoj krožnik? Pa seveda zdaj tukaj imamo ljudi, ki eni hočejo izgubiti telesno težo, eni hočejo pridobiti mišično maso. Ampak če govorimo o nekem temelju, ki velja mogoče za večino ljudi, kaj bo zdaj zdrav princip prehranjevanja? Zelo dobro vprašanje. V resnici sam toliko za uvod, definicije zdrave prehrane je ogromno, oziroma definicij zdrave prehrane je ogromno. In v resnici nobena prehrana ni zdrava za vse ljudi, kar tako povprek. Tako da to je tisto prvo. Se pravi, da neka zdrava prehrana, tako v navednicah, je tista prehrana, ki nam v tistem obdobju omogoči, da podpremo svoje zdravje. Tako nekako na ta način. Zato tudi ne more biti nekega takega univerzalnega koncepta v smislu krožnika sestavljenega za vse primernega. Tisto, kar se mi pa zdi skupno, je pa, da imamo v mislih, da je prehrana, po kateri sežemo, čim manj predelana, se pravi, da ima čim manj nekih komponent od zadaj napisanih, da je čim manj onesnažena, se pravi, če se le da lokalna, predvsem pa to, da je obrok sestavljen raznoliko pa uravnoteženo. Kaj zdaj to pomeni? Zelo poenostavljeno, tako kot pacientom to poskušamo, se pravi, da imajo na obroku vse 3 oziroma potencialno 4 skupine makrohranil, torej, da so ogljikovi hidrati, da so beljakovine, da so maščobe, da so tiste maščobe, ki jih imajo take, ki jih za telo potrebujejo, se pravi, da niso samo neke odvečne kilokalorije, da je en del tistih ogljikovih hidratov namenjen vlakninam, se pravi, da so tudi mikrohranilno dovolj podprti in pa predvsem, da se potem ravnajo glede na to, kaj so njihovi cilji. Kot si rekel, če je glavni cilj regulacija telesne mase, se potem pri tistem delu obroka, ki je energijsko bolj gost, to so seveda maščobe, mogoče lahko mačkam prešpara. Se pravi, da gremo nazaj k tisti biokemiji in energijskemu ravnovesju oziroma deficitu v tem primeru. Ampak ja, uravnotežena, čim manj predelana, čim manj onesnažena prehrana. Ja, in zdaj tukaj naletim jaz na eno težavo v svoji glavi in to je čas, ker smo vsi zelo zaposleni, cele dneve seveda delamo, služba ponavadi padeli tudi čez ta čas kosila, malice in super je, če si tak obrok pripraviš vnaprej, ga zapakiraš, si skuhaš in pa pride dan, kot pozabiš, ne moreš, zgubiš nekako motivacijo, čas. In jaz ti povem, da potem si kdaj v službi ali grem v menzo ali pa si naročim hrano in si rečem, dan si bom privoščil nekaj v redu, včasih si pa rečem, dan si bom naročil nekaj zdravega, včeraj sem treniral, rabim beljakovine, ne paše mi in veš, da imam problem, recimo na teh aplikacijah za naročanje najti neko brok, kjer sem prepričan, da ne bo ogromno olja ali neka sirova omaka čez ali ogromno soli, se pravi, oreščki, ki ti dodajo 6-krat več kalorij, ne da bi sploh vedel. Težko mi je sploh najti neko brok, ki bi ga na ta način naročil, če si naročim neko solato, sem lačen čez pol ure. Se pravi, a je sploh možno jesti zdravo in raznoliko, ne da bi sam oziroma znotraj družine doma pripravljal to hrano? Mislim, da je, ampak bom rekel v takem okoliščini, kot si je opisal, torej, da je mogoče ponedeljek, sreda pa petek tisti mil prep od doma, pa je mogoče tisti torek pa četrtek neka izjema. Jaz mislim, da nikoli pravzaprav ne moramo težiti k temu, da smo popolni vseh dneh in vseh urah svojega življenja. Je pa seveda fino oziroma prav, da je teh mogoče obrokov, ki pa so mogoče maščobno mačkam bogatejši ali pa soljo bogatejši in manj. Torej, da to ni neka rutina, da to ni neka klasika. Pa v resnici mislim, da se tudi da in v restauraciji in ne vem, na aplikaciji naročiti obrok, ki je raznolik, ki nam pokrije vse potrebe, ne vem, ogromna ponudba nekih bowle zdaj. Bowle so, če se mogoče samo izognemo prelivu, pa je že nekaj narejeno. Tako da mislim, da se da. Jaz mislim, da je to v življenju ta koncept veliko krat drži, da pomembno je to, kar delaš večino časa. Ne kar delaš ves čas in tudi vsi kompetentni nutricionisti, se mi zdi, nihče ti ne bo napisal diete, ki je 100%, celo bodybuilderi in profesionalci imajo te cheat days in to, zato ker pač nekomu reči, ne vem, 60 let do smrti se drži tega in nikoli ne neha je, praktično vsak bo pomislil, da to pač ni možno. Ne morem, medtem, če imaš nek koncept 80-20% ali pa celo 70-30%, je recimo zame, ki rad pazim, kaj jem, premišljeno jem, si kuham, si pripravljam, mi je ta občutek, da lahko 1 do 2 dni na teden pa res naročim nek pad thai, pa vem, da je čez najbrž olje, pa sol, pa vse, ampak mi je dober, pa se najem, pa mi je tudi v redu.
Nekaj smo že govorili o navadah, tudi to mi je važno, prehranske navade in zdaj ena stvar je to, da čuječe ješ, da nimaš vedno zraven telefona. Druga stvar se mi pa zdi pomembna in to je, da se kdaj človek tudi s hrano malo tolaži. Jaz sem to delal, ta trenutek ne dežuram, ker imam otročka starega 1 leto in mi ni treba, ampak ko sem dežural, sem velikokrat, ko je bilo najbolj zaposleno na urgenci in to, kad si rekla, ta noč vidiš pred sabo, veš, da boš utrujen, veš, da ne boš spal. Mi je edino veselje bilo, jaz si bom pa zdaj neko pico naročil, XL pico in bom se nažrl, pa mi je bilo ponovno slabo, po noč, ampak mi je bilo tako neko veselje in tolažba. Kaj je zdaj s prehranjevanjem za dušo? Kaj misliš o tem? Mislim, duša je del nas, tako da tudi tam mora biti nahranjena v resnici. Je pa res, da tak scenarij, ki si ga zdaj lepo opisal, je tisti, ki spodbudi tiste naše centre, ki tako zelo hrepenijo po nekem hvaljenju oziroma nekemu nagrajevanju. Seveda tukaj govorimo o centralnem živčnem sistemu, o možganih. Mogoče samo, če gremo v to z nekim zavedanjem, da naše telo zelo težko loči med nekimi potrebami, sploh takrat, ko smo v stresnem dogajanju. Težko loči med tem, ali smo zaspani, ali smo lačni, ali smo žejni, ali nam samo nekaj ne diši. Skratka, ta negativna čustva ali pa neki negativni stresori telo nekako zmedejo. Jaz bom tako rekla, da se zdaj popolnoma zavestno odločimo, da takrat pa res ne bomo pojedli ničesar. Jaz mislim, da je to zelo utopično, da večina, ki smo bliže v tem, vemo, da nam tukaj ne bo uspelo. Tisto, kar pa lahko naredimo, je pa, da res omejimo volumen takrat. Torej, da si vseeno pač privoščimo, pa vzamemo tisto čokoladino v sestrski sobi, ampak da teh ni potem 10, vsakeč, ko pridemo mimo. Tako da neka zmernost, neko zavedanje, pa tako, kot sva rekla, čim ima nekega avtomatizma. Avtomatizma in tudi to, kot si omenila, ta dopaminski sistem in želja po, niti ne polnorednem obroku, ampak nekemu sneku, prigrizku, nek piškot bomo vzel, in pa prijem mimo in imajo sestre, ko so omenjala to sestrsko sobo, ampak to je ta soba na oddelku, kjer se lahko umakneš, imaš ponad kavo, kakšen prigrizek in ponavad so tam vedno neki piškoti in čipsi in tudi pacienti, ki prinesejo vse gre tja. In jaz imam tle en problem tudi generalno v življenju in to je slaba vest. Ker se mi zdi, da ljudje kdaj, recimo si rečejo, zdaj si bom pa naročil pico, tako kot jaz, pa ješ ono pico čist depresiven, zato ko si misliš, rekel sem, da je ne bom, pa je če se že nekaj odločiš, da potem to sprejmeš. In uživaš zdaj, če si že, če bo že pojedel 3000 kalorij pice, da nisi pol še zabediran, ker to delaš. Isto je, kot recimo se z ženo pogovarjaš, a grem ven s frendi, a ne grem, in pol greš in tam sediš nekje, pač se družiš in si slabe volje, ker zdaj pač je najbrž ona sama. Mislim, da z neko integriteto stojiš za svojo odločitvijo, tudi ko goljufaš kariero, bolj prehrano, sem mislil reči, ko goljufaš svojo prehrano, da vendar veš, zakaj si se to odločil in se pač takrat uživaš in veš, da se to ne bo odločil. Vsak dan, ne vem, tako nek globalno inteligenten pristop k temu. V resnici se mi zdi, tle že ta pojem cheat daysov mačkan zgrešen, ker potem dobi nek ta prizvok grešenja. Se pravi, da smo nekaj takrat naredili narobe. In če na ta način tako gledamo, bo na neki točki prišla neka slaba vest, ki nam bo to potem nekako trkala. Tako da mogoče, če tega ne gledamo kot neko grešenje, ampak enostavno samo uravnoteženje našega obroka, ki je namenjeno ne samo mišicam pa želodcem, ampak tudi mogoče mačkam možganom. Kaj pa je nekaj, kar mogoče pacientom ali pa športnikom poveš kot neka absolutna, recimo red flag, absolutno odsvetovano, prepovedano, se pravi na področju zdaj prehrane najprej? Eno, kar se mi zdi ključno, je, da če nimajo nekega zdravstvenega stanja, ki bi jim to nekako, zaradi česar bi mogli to narediti, torej da ne izključujejo večje skupine živil, torej da se ne grejo nekih ločevalnih diet, da ne grejo prehitro v neke spremembe, torej da se ne odločijo iz danes na jutri za neko restrikcijo, izrazito, pa tudi če je samo izključno kalorična, če se ne tiče nekih skupin živil. Torej, da če se spreminja, da se spreminja postopno, pa da se spreminja z nekim ciljem. Torej, da vejo, zakaj bojo zdaj to naredili. Ne zato, ker so to slišali ali pa to soseda dela pa učinkuje, ampak zato, ker vejo, da je to tisto, kar bo njih pripeljalo do svojega željenega cilja. Ampak definitivno je to izključevanje večjih skupin živil, sploh če so to živila, ki imajo nekakšne specifične mikrohranila v sebi, ali pa nam dajo na neki točki toliko makrohranil, da jih težko nadomestimo z drugimi. To je recimo tak primer, tipičen je gluten ali pa laktoza. Se pravi, to tisti
tisti najpogostejši. Tisti, ki niso alergični, da ne Tako. samo po sebi izločajo. Tako. Omenila si tudi mikrohranila. Jaz sem enkrat na urgenci dobil ambulanto gospo, ki je prišla z nekimi izvidi, malo povišeno sedimentacijo in sem jaz tisto gledal, nisem izdelal nič tazga, sem jo vprašal, zakaj vam je zdravnica sploh vzela kri, ste se v redu počutite, pa je ona rekla, ne, se mi ni, jaz si vsako leto za rojstni dan častim laboratorijske preiskave. Nekako sem jo pol prepričal, naj si raj kupi kostorte. Ampak ali si nekdo, ki ni profesionalen športnik, nima ekipe, nutricionistov in to, a je neka dodana vrednost, da si kdaj gleda kri, pa kaj bi si mogel, če bi si mogel? Jaz mislim, da brez nekega osnovnega znanja o presnovi, o metabolizmu je to popolnoma nesmiselno, včasih celo škodljivo. In tudi to, kar zdaj lahko ljudje naredijo, torej, da grejo v laboratorij in naročijo nek panel preiskav, se mi zdi zgrešena. Ne? Torej, da vržemo neko mrežo in potem iščemo H-je in L-je in potem prestrašeni pridejo v ambulanto asimptomatski in jih skrbi. Se pravi, brez nekih težav, brez nekih vidnih pomanjkanj, pa jih skrbi neka vrednost, ne, kar je pač izven nekih referenčnih vrednosti. Tako da ne, v resnici mislim, da brez klinične slike, brez nekih simptomov je to popolnoma nepotrebno. Kakšno mesto pa ima v tej naši raznoliki vsakodnevni prehrani alkohol? Nažalost, povsem premočno in prehudo. Nekaj tako, če zdaj pogledam iz tega nutritivnega vidika, je alkohol enostavno pač neka tekočina z dodatnimi kilokalorijami, brez kakršnekoli hranilne vrednosti, z zelo pomembnim vplivom na mišično sintezo, se pravi tisto, kar si večina ljudi želi, torej da izgrajuje ali pa obdrži mišično maso, torej tukaj je ta negativni aspekt alkohola. V resnici bi si jaz težko zdaj iz glave zmislila en dober razlog oziroma en plus za vključevanje alkohola v naš jedilnik. Edini tako zelo čez vse prste pogledanje ta socialni aspekt, recimo ob večeri, ampak še to, se pravim, brez nekih drugih dodanih vrednosti. Ja, prej si omenila makrohranila in se mi zdi to, kar si rekla, pomemben poudarek, ne, poleg maščob, beljakovin, veliko hidrato je tudi alkohol, makrohranilo. Na 1 gram ima celo več kalorij kot beljakovine in ogljikovi hidrati, tako da absolutno nezanemarljivo. Jaz sem takrat, ko sem se začel ukvarjati proti koncu faksa bolj športom pa s prehrano, sem si hotel, ko smo šli kdaj na žur, pa sem pa rekel, dobro, spil bom 2 pivi s prijatelji, torej bom zdaj izračunal koliko kalorij in bom zmanjšal tekom dneva neko maščobo. Tako sem si prav prilagoditi in sem to so nore računice, če kdaj pogledaš, mislim, da sem začel, ne vem, da če spijem 2 pivi, da je, da bi 8 žemelj pojedel. Ne lačen, pač bi pojedel 8, sem tako, ko imaš ljudi, ki se rečejo, jaz se redim, pa jaz jem čips v redu, ne jem veliko, zvečer pa vsak večer kakšno pivo, 2. Poleg vseh drugih vplivov na mišično maso, na povzročanje raka, na jetra, ta kaloričen efekt alkohola je blazno intenziven. Tukaj imamo v resnici včasih, ko smo preizključili športnike, tudi športniki težave, pa ne zato, ker bi posegali po blaznih količinah alkohola, ampak zato, ker je sploh pri vzdržljivostnem športu tako zelo prijetno na koncu, ko pridejo v cilj spiti eno pivo. In tisto, kar jim vedno potem poskušam na predavanjih za trenerje predstaviti, ali pa prodati, je to brezalkoholno pivo, če že želijo, nekako nazdraviti. Dejansko dosti manj kalorično, ne? Sigurno, ta del je odzet, torej ta kalorična vrednost, ki ga prav z molekul alkoholno dobimo. Ampak v resnici ga še vedno nisem uspela zelo dobro prodati v večini primerov, tako da ja, se trudim naprej. Zdaj so že šla malo tudi na prekomerno telesno maso. Se pravi, mene zanima, pred leti še smo govorili o Ameriki kot nek primer Boga, Amerika, kako imajo oni debelosti, kako so Američani debeli. Vse, ko greš tja, malo vidiš zakaj. Tam tista hrana, ki jo dobiš poceni, je mater vse v siru oblito, pa v cvrto. Ampak kako je pa zdaj z debelostjo v Evropi, pa v Sloveniji, a imamo mi tudi že težave? V resnici jih imamo. Težave imamo predvsem zato, ker je trend pozitiven, ker nismo na neki konstanti oziroma na nekem platoju. Zdaj mogoče zelo tako epidemiološko, da razdeliva debelost glede na te kriterije, ki jih trenutno imamo, ki seveda niso najbolj optimalni, ampak vseeno, torej neka prekomerna telesna masa, to je nekje indeks telesne mase tam nad 25, sprav delež teh ljudi je nekje med 55-60%, kar se mi zdi ogromno, od tega mogoče tam nekje 15-20% tistih, ki imajo indeks telesne mase nad 30, torej so v tej skupini debelosti. Tisto, kar se mi zdi pa še bolj zastrašujoče, je pa to, da omenila svoj indeks telesne mase. Torej, da mi vemo, v kakšnih skupinah glede na indeks telesne mase ljudje so,
Ne vemo pa, v kakšnih skupinah so te ljudje na podlagi njihove telesne sestave. ITM ni vedno pravilen prediktor. Ne? V večini primerov, sploh pri teh ekstremih ne, se pravi, ko gre na eno ali pa na drugo stran. Torej, epidemiološke študije so vse delane na podlagi najlažjega oziroma najenostavnejšega parametra in to je indeks telesne mase, medtem ko meritve telesne sestave pa delamo redko oziroma redkeje. In tisto, kar ljudi še bolj ogroža kot povišen indeks telesne mase, je razmerje med mišično in maščobno maso. Ti imaš lahko ITM 28 in si v formi svojega življenja. Mišičast velik. Ne? Tako, lahko ga imaš pa 24, pa imaš blazen mišični upad. In je ta presnovna komponenta oziroma maščobna prevlada nad mišično. Torej, ne samo zaradi same funkcije, ampak konec koncev tudi zaradi tega, zaradi presnove, zaradi vnetja in vseh teh procesov, ki se v ozadju dogajajo. In to se mi zdi ključno, da ljudje z načinom življenja, ne samo prehrano, ampak tudi sedečim načinom življenja, ta del zgubljamo, torej funkcionalno maso. Potem pa nažalost zraven pridobivamo še maščobno, ki pa ni funkcionalna. Torej, to je precej bolj ključen problem kot to, da je glede na indeks telesne mase procent debelosti višji. Kako se pa meri ta sestava telesa, se pravi maščobe, mišice, pa koliko je v bistvu priporočena procent zdrav maščobe v telesu, ker ko gledaš daj družbena omrežja, pa te bodybuilderje, pa ti tam prodajajo 5-6% kot nek cilj za na oder, pa sem malo bral, da tudi to ni preveč zdravo. Nikakor. In tudi jaz mislim, da pri 5% telesne maščobe redko kdo sploh še stoji na dveh nogah. Moramo si predstavljati, da nekaj maščobe moramo mi že v svojem oziroma v trebušni votlini imeti, zato da samo organi stojijo na svojem mestu. Torej, teh 5% je posledica tega, da je meritev telesne sestave, ki se večinoma uporablja na podlagi bioimpedančne analize. Se pravi, preiskave, kjer gre tak zelo majhen električen tok čez telo in izmeri upornost tkiva in na ta način izračuna. Ampak tista težava, ki jo večina laikov ima, da ne razume, kaj se v ozadju zgodi, se pravi, da če imamo mi povišen delež vodne mase, se pravi tistega nemaščobnega dela, avtomatsko, glede na to, da govorimo o procentih, delež maščobe upade. In pogosto, recimo omenil si bodybuilderje, so pred tekmovanjem, ko grejo v nek deficit, izrazit deficit, pogosto v zelo velikem presnovnem stresu in začnejo kopičiti vodo. In na ta način potem ta delež maščobe še dodatno upade. No, pa zdaj sem mogoče malo zakomplicirala v te metode meritve telesne sestave. Na drugi strani imamo eno tako precej enostavnejšo, pa bolj dostopno, se pravi antropometrijo, to so meritve, višina, teža, obseg trebuha. Na ta način lahko nekako razvrstimo potem ljudi v neke skupine ali pa sklepamo na podlagi teh parametrov, kakšna je njihova telesna sestava. Je pa res, da delež maščobe je zelo, zelo odvisen, ta priporočljiv, čeprav teh vrednosti nikjer ne bova dobila, v nobeni študiji teh priporočenih vrednosti ni, se razlikujejo, če drugega ne, že med dvema spoloma. Ženske imamo, če želimo približno normalno funkcionirati hormonsko, precej višji delež maščobe, kot jo imajo moški. In potem je še ta tretja zmota, ki pa je tudi nekako bolj prisotna pri laični populaciji, pa razdelitev maščobe. Torej, kaj je zdaj maščoba, ki je centralna, ki je okrog trebuha, okrog organov in kaj je tista, ki je okrog rok, pa ki nam dela mogoče tukaj mačkan rokavčkov. Presnovno za zdravje škodljiva je maščoba, ki je centralna. Se pravi, to je tista, ki nam dela problem, ne ta, ki je estetska, pa ki nam mogoče številko oblačil mačkan dvigne, ampak ta centralna je tista. In mislim, da tega mogoče oziroma tega dela ljudem ne predstavimo dovolj pogosto. In ta debelost, se pravi centralna, kako potem to vpliva na naše telo in na hormone? Ja, maščoba je v resnici, čeprav se nam zdi, da je to neko odvečno tkivo, ki ga tam imamo, presnovno aktivno tkivo. Se pravi, ima svoje hormone, ki so večinoma provnetni. Se pravi, ki delajo ves čas neko kronično vnetje v telesu. Kar mislim, da je vsakmu jasno, da ni dobro. Poleg tega je seveda tukaj še ta aspekt oziroma ta učink na kardiovaskularno, se pravi na srčno-žilno zdravje, prej si omenil onkološke bolezni, prebavila konec koncev. To so vse tisti organski sistemi, ki so nekako najbolj podvrženi temu vplivu povečanega deleža maščobe. Potem pa še, mogoče z mojega vidika mačkam bolj zanimiv del, to je pa ta mehanski del. Se pravi, kako zdaj povečana telesna maščoba vpliva na naše sklepe, na kolena, na kolke, na hrbtenico. Ne samo zato, ker je neka dodatna teža, ki obremeni sklep, ampak skupaj s tem vnetjem dela osteoartritis, osteoartroza oziroma degenerativne spremembe, vnetne spremembe v sklepih. Se pravi, nekaj je ta bolj internistični del, nekih negativnih učinkov, nekaj pa ta mehanski. Kako pa je
z izgubo telesne mase. Ne? To je pa nekaj, kar tudi je zelo glasno, zato ker seveda je nek dolgotrajen proces. Se mi zdi, da to so te procesi, ki ljudem grejo malo na živce, ker ne vidiš takoj nekega učinka. Podobno je pri pridobivanju telesne se pravi mišične mase, sploh ker imaš na družbenih omrežjih porast teh izklesanih teles in pol kakšen 16-letnik se vpiše v fitness in misli, da bo pol leta konkuriral temu. To so dolgotrajni procesi. In zdaj, kakšen je nek smotoren pristop k hujšanju in ali lahko, oziroma do katere točke lahko to človek čisto sam doma z nekimi dostopnimi nasveti in smernicami dela sam? Tako bom rekla, ta glavno vodilo je, da gremo v spremembe, ki so, kot so prej rekla, dolgoročno vzdržne. Se pravi, da takoj, ko se nečesa lotimo, vemo, kaj je naš cilj. Naš cilj je, da spremenimo način življenja tako, da bomo lahko do konca življenja tako živeli. Ne samo naslednjih nekaj mesecev. To je ta glavna zmota, ki jo ljudje imajo v glavi, da bojo šli na dieto, bojo shujšali in potem bojo šli nazaj v to, kar so prej delali. Skratka, treba je spremeniti življenjski slog tako, da bo lahko dolgoročno vzdržen. Zato morajo biti spremembe majhne. Že to, da se pogovarjamo o hujšanju, se mi zdi včasih tako zelo stresno. Ljudje, ki to slišijo, se jim zdi že grozno. Torej, če bi mogoče bolj, ali da omenjamo kot neko regulacijo telesne mase, ali pa res samo spremembo življenjskega sloga, ki bo podprlo naše zdravje. In tudi zato, ker si ljudje zadajo neke nerealne cilje, se zelo pogosto v njih potem izgubijo. Hitro so razočarani nad svojim uspehom, se jim zdi, da to, da so izgubili, v prvem mesecu mogoče 2 kile totalno premalo, ker soseda je izgubila pa 6 kil za tega, ker je sledila ali pa pila tiste praške. Se pravi, to se mi zdi, se pravi ta postopna progresija, če že, ali pa neke spremembe, ki se ne začnejo 1. januarja ali pa naslednji ponedeljek, ampak se začnejo včeraj ali pa danes. Pa tudi, če jih jutri potem mogoče ne bo, pa bojo po jutrišnjem spet. Se pravi, da so res take neke minimalne, ki nam ne povzročajo nekega stresa. Zdaj pa, kaj lahko posameznik naredi sam, pa kdaj potrebuje pomoč? Regulacija telesne mase iz tehničnega vidika v resnici ni zelo zahtevna. Jaz mislim, da te informacije zelo hitro vsak lahko dobi. Je pa res, da jih ovira, oziroma da te osebe pogosto ovirajo zraven druge komponente, predvsem čustvene. Nek strah pred neuspehom, ali pa neko čustveno prenajedenje, ki so ga preomenila, ali pa neprespanost, utrujenost, stres na delovnem mestu. Se pravi, neki drugi faktori, na katere pa teže vplivajo. In zato pride do teh jojo efektov in tega ciklanja v istih zgodbah. In kadar imamo osebe, ki so večkrat poskusile, pa je bilo neuspešno, pa se vračajo vsakič nazaj oziroma še mogoče v slabše stanje, takrat se mi zdi smiselno, da poiščejo neko zunanjo pomoč, bodi si, če ni nekih pridruženih bolezni, pomoč nekega nutricionista, če pa so pridružene bolezni, ki vplivajo na zdravje, pa definitivno poskušajo vključiti še zdravnika oziroma ga poskušajo poiskati. Samo eno pol vprašanje na to, kar si povedala, se pravi o nerealnih pričakovanj. Kaj pa bi bila neka realna oziroma zdrava pričakovanja, se pravi, kako hitro lahko pride do teh sprememb, ker telo se spremembam nažalost malo upira. Čisto evolucijsko smo prišli do te točke, da telesu ni v interesu, da izgubi na telesni masi, ker mu je to prijetno. In res je, da vsakič, ko izgubimo na telesni masi, sploh če je upad preizrazit in prevelik, se telo proti temu bori s hormoni, s centralnimi hormoni in tle smo res nemočni. In ta del je treba nekako zamaskirati. Tako da, če bi že mogla operirati z nekimi številkami, bi rekla, da je lahko povsem realen rezultat ali pa pričakovan rezultat to, da gre recimo pol kila na začetku vsak teden dol. Pa da sta to recimo 2 kili oziroma 2 kili pa pol na mesec. Sliši se malo, ampak na dolgi rok se pa nabere. In mogoče na ta način ta centralni hormonski regulator majčkeno pomirimo ali ga ne vzburimo na ta način. Prej si omenila ta celostni pristop. Se pravi, za, bom rekel, kompleksnejše ljudi, ki imajo recimo ali to huda debelost, ali so pridružene hude psihološke, čustvene komponente. Kakšen bi bil zdaj timska obravnava pristop in je to v Sloveniji v bistvu sploh na voljo? Dajva tega ta drugega pustiti. Tako kot se meni v glavi ali pa tako, kot imam jaz predstavo o celostni obravnavi debelosti, torej da je nek multidisciplinaren tim, ki ga seveda vodi zdravnik, sestavljen
torej zdravnik, dietetik, fizioterapevt oziroma kineziolog, torej nekdo, ki poskrbi, da je gibalna komponenta oziroma da je tej komponenti zadoščeno, zagotovo psiholog, sploh kadar imava težave s takimi ponavljajočimi se stanji. Potem pa seveda odvisno od tega, kaj je še pridruženo. Včasih potrebujemo konec koncev tudi logopeda, kadar se ukvarjamo s pacientom, ki ima motnje požiranja, recimo. Se pravi, odvisno od tega, kaj so pridružene, ampak ta ožji tim je pa definitivno sestavljen vsaj iz teh 4 članov. Se bom dotaknila stanja v Sloveniji. Mislim, da težimo ali pa da gremo počasi tudi proti temu. Je pa res, da sistem zaenkrat še ne oziroma ne vključuje možnosti take celostne obravnave. Nekako najbližje so mogoče timi na endokrinološki kliniki oziroma nekateri tudi kirurški ali pa vsaj na papirju tudi kirurški timi, torej takrat, kadar se pogovarjamo o bariatrični operaciji. Drugi se pa trudimo, trudimo se v svojih najboljših močeh. Jaz moram reči, da je ravno na uri Soča imam to prednost, da imam celoten tim pravzaprav ves čas na razpolago. Niso namenjeni prehranski obravnavi, ampak jih lahko vključim. Tako da, nekako taka pokritost bi bila tista, ki bi omogočala, da je pacient res pokrit oziroma da je podprt iz vseh strani. Zdaj pa čisto praktično, recimo nekdo, ki vidi, da potrebuje pomoč, se pravi, kje je njegova vstopna točka, kam se lahko sploh obrne k svojemu izbranemu zdravniku? Ali? Definitivno. Jaz še vedno mislim, da je za vse te presejalne reči primarni sektor oziroma izbrani zdravnik tisti, ki to prepozna. Ogromno družinskih zdravnikov je, ki se dodatno izobražuje, ki hodijo na šole klinične prehrane, se pravi, nekaj osnov v klinični prehrani imajo in tudi večina zelo dobro dela. Tisto, kar sistem tudi trenutno omogoča ali pa mogoče gradimo počasi, so centri za krepitev zdravja, kjer imajo tudi ljudje možnost vključevanja ali pa referenčne ambulante, vključevanja v neke šole hujšanja, neke take osnovne, ampak so. Torej, da je poskrbljeno in za vadbeno in za prehransko komponento. Torej, mislim, za ta osnovni del brez, kot so prej rekli, nekih pridruženih bolezni, primar pravzaprav zelo dobro pokrije. Zdaj pa v zadnjih letih je tudi bil nek velik pretres. Prišla so zdravila, GLP-1 agonisti, poslušali smo razne influencerje iz Amerike, influencerke, ki so zgledali, kot da jim ni treba zgubiti niti 1 kilograma, ki so govorile o Zempiku, o Vegoviju. In ljudje so to pograbili ravno iz vidika, ki so pregovorila, kako super je, če bi bila ena tabletka, da jaz neham zdaj s prilagajanjem jedilnikov, treningom, vsemi temi psihološkimi, čustvenimi. Vzamem to, shujšam in grem nazaj v svoje prejšnje življenje. Kakšno mesto imajo zdaj zdravila pri celostni obravnavi debelosti in zakaj je treba biti previden zdaj pri interpretaciji teh podatkov? Ta tako imenovana inkretinska terapija, se pravi terapija s temi hormoni, ki tako zelo poenostavljeno povečujejo občutek sitosti, majčkeno upočasnjujejo praznjenje želodca, se pravi, delujejo na ta del vnosa hrane, poleg tega osnovnega načina delovanja, ki je regulacija krvnega sladkorja. Zato smo jih začeli uporabljati sploh. Jaz mislim, da je tukaj ta glavna težava ta, da so zdravila nekako prehitela sistem. Se pravi, da smo zdravniki prej dobili možnost predpisovanja nekih zdravil, predno smo vedeli, kaj lahko s tem naredimo in predno smo ljudem omogočali, da poiščejo oziroma da dobijo podporo tudi z druge strani. Se pravi, iz tega so jo prej omenila, prehrane, gibanja in tako naprej. In ravno zato potem pride do teh negativnih zgodb. Jaz se recimo v svoji praksi ukvarjam s stranskimi zapleti teh zdravil ravno zaradi tega, ker niso bili pacienti pravilno educirani, pravilno podprti, dobili so zdravila, na eni strani so dobili neko moč, končno so se uspeli upreti hrani, ki jim prej nikakor ni uspelo. In tisto prvo skupino makrohranilk jo izključijo, ker jo najlažje izključijo in nam najmanj nekih občutkov, nekih dobrih občutkov spodbudi so beljakovine. In to je ta stranski učinek, ki ga dobimo, se pravi, izrazit mišični upad. In tega se tudi potem nekako bojimo. Ampak v osnovi, še enkrat, jaz mislim, da je glavna težava ta, da smo, kot rečeno, prej predpisali zdravila kot gibanje. Se pravi, da smo dobili to možnost v sistemu prej. In verjamem, da če bi bila obravnava celostna, bi bilo tudi teh stranskih učinkov, vsaj teh, s katerimi se jaz ukvarjam, izrazito manj. Ja, to je res, ker dejansko, kakor sem jaz spremljal, zdaj sicer so nastali tudi po Sloveniji neke klinike za zdravljenje debelosti, privatne čist, ampak v javnem sektorju pa nisem še opazil, da bi bila neka
klinični oddelek za recimo celostno zdravljenje debelosti, kjer bi bil tudi recimo zraven tudi kirurg, ki bi ocenil to možnost zdravljenja, psiholog, dietetik, pa nek endokrinolog, ki pogleda na zdravljenje z zdravili. Se pravi, da to je dobra misel. Nisem nikoli pomislil, da zdravila so prišla in to z velikim valom in pričakovanji, ampak nekoga, ki bi pa nekako jih umestil v proces tega, pa to pa še malo nam manjka, pa se mi zdi, da sploh v javnem sektorju. No? Zato, ker to je seveda tudi tržna niša, vsak od nas po malem hujša, vsaj neko obdobje življenju in te privat klinike se bodo po moje kar razpasle, no? Ampak pa recimo tudi prehrana kot sama v medicini. Na Soči imate oddelek za klinično prehrano, onkološki inštitut, onkološki inštitut ima tak tim. Oni imajo pa oddelek, ja. Oni imajo pa oddelek. Posamezni specializirane ustanove imajo za svoje, poskrbljeno na nek način. Za nekoga, ki bi pa iz ceste prišel v klinični center, pa rekel, jaz sem trujen, ne vem, probal sem hujšati, pa sem zgubil sam mišice, kaj ne naredim. Pa te rešitve v bistvu ni, ne. Ja. Tudi oddelki, ki imajo, ali pa timi, ki se s tem ukvarjamo, ali pa imamo to možnost izvajanja storitev klinične prehrane, se večinoma ukvarjamo z drugo skrajnostjo. Vse to je zanimivo. Se pravi, večinoma se ukvarjamo s sarkopenijo, s podhranjenostjo, s kaheksijo. Se pravi, s tistimi prehranskimi diagnozami, ki paciente v bolnišničnem okolju ogrožajo. Dobra poanta. Seveda na onkološkem inštitutu spodbujajo vnos kalorij, da bi ljudje dobili nazaj maso. In v resnici se na ta način neki prehranski timi, ki bi se pa z debelostjo ukvarjali, niso uspeli vzpostaviti. Zato je recimo, endokrinološka klinika sicer ima to možnost, je pa res, da mogoče jim tukaj, pa jaz upam, da ne bom do koga zdaj krivična, edukacijo sicer nudijo, ampak ta gibalna komponenta je tista, ki praviloma vedno izvisi oziroma je na plečih ljudi. In če mi vemo, da so to ljudje, ki so do tja že prišli, zato ker se niso znali sami gibati, težko pričakujemo, da bojo potem, ko jim bomo rekli, zdaj se pa morate začeti gibati iz danes na jutri, to spremenila. To jih je treba naučiti, tako jih je treba naučiti marsikaj drugega. To je tako, kot ti kdo reče, ne sekiraj se za brezvezne stvari. Tako, okej. Na intelektualni ravni razumeš, to je res dober nasvet, ampak pač kaj, naslednjič, ko bo rdeča luč, boš vsem ven padel, če ne boš imel neke vaje, nekih meditacij, da to narediš. No, pa zdaj bom hudičev advokat, kako se reče, pa bom rekel, dobro, pač to gibanje. Zakaj, zdaj, če nekdo lahko vzame zdravilo, ki mu upočasni praznjenje želodca in zmanjša apetit in on shujša, zakaj mora zdaj še teč zraven? Se on je dobil, kar je hotel. Niti ne rabi teč, on rabi dvigovati uteži. On rabi delati vadbo proti uporu, se pravi vadbo za mišično moč. To je tista, ki ima ta anabolni stimulus, ki omogoča, da se mišice izgrajujejo, ker mišična masa ga bo zaščitila in mišic s tekom ne bo dobil. In tudi k temu temeljijo nekako ti programi vadbe za te osebe, torej da večinoma vadijo proti uporu. Seveda je nekaj te vzdržljivostne komponente, če drugega ne zato, da srce dela, da pljuča delajo, ampak osnova je pa ta, uporovna vadba. Ja, ker to se mi zdi važno tudi reči. Jaz, recimo, tudi ko sem v življenju treniral, sem se čisto na praksi naučil, da ti lahko v bistvu tisto tehnico, če pravilno vadiš, pa nisi zdaj tvoj cilj samo shujšanje, tudi skoraj malo pozabiš, zato ker ti boš lahko dobil mišično maso, pa bo tam na tehnici šlo gor ali pa dol, ali bo šlo pa gor, pa si izgubil maščobo. Se pravi, ker mišice so težje od maščobe. Se pravi, če se ti svojo strukturo spet pri temu ITM-ju, ki je lahko zavajajoča, shujšaš, dobiš mišično maso in gre ITM gor. Pa to ne pomeni, da si naredil nekaj narobe. Tako. Jaz sem za tega tudi zelo previdna pri tehtanju. Jaz sem načeloma s svojimi pacienti dogovorjena, da se tehtajo pri meni. Se pravi, da tehtamo takrat, ko pridejo k meni in se takrat potem tudi o tem pogovorimo, o tej številki, ki se je pokazala. Da jih mogoče včasih mačkam pomirim. In se je izkazalo za dobro, ker tudi ljudje tudi tega ne razumejo, da je ta oscilacija, se pravi, kako telesna masa zraste pa pada, že v nekem dnevu, se pravi, že v dnevu se nam spreminja. Torej, odvisno že od tega, kdaj v katerem delu dneva se tehtamo, v katerem delu pri ženskah cikla se tehtamo. Se pravi, ogromno je nekih stvari, ki na to vpliva. In če si tega ne znamo razložiti, je seveda lahko to zastrašujoče. Tako da, spet so dokazala, da številka na tehnici ni vse, oziroma da je pravzaprav en zelo nepomemben ali pa manj pomemben podatek. Ne, pa ta podarek se mi zdi zelo važen. Se mi zdi to, da ti lahko ob temu, da zdravili in z neko pač recimo življenjskim slogom se spraviš v to, da boš hujšal in na tehnici, ampak če ne boš zraven gibal se, pa delal z uporom, boš shujšal lahko tudi v mišično maso. Tako. In tudi se mi zdi tako tudi tveganje za poškodbe večje, ker še vedno si
prekomerno prehranjen, še manj mišic imaš, to so pol sklepi, zviti gležnji, poškodbe, padci. Jaz sem velik advokat dela se pravi, z utežmi proti uporu, meni je to krasna stvar, tudi za proti osteoporozi, proti toliko enih teh famozno dolgoživost, ki se zdaj omenja, longevity, ne, in posod imaš ta vajo z uporom. In pol ljudje pravijo, ne, ker si nočem poškodovati hrbta, ampak ni treba, da greš delati počep s 300 kilami, ne, ti lahko delaš že nekaj vaje z lastnim telesom, ki te najbolj naučijo, ravno bi te mogli v tej celostni obravnavi. Tako, fizioterapeuti pa kinezologi, to je pa tiste glavni, jaz poleg Uri Soča delam ambulanto še na ortopedski kliniki Valdoldra, s totalno drugim spektrom pacientov, tam pa so osebe z debelostjo, z neko osteoartrozo zraven oziroma nekimi degenerativnimi spremembami, ponavadi kolkov pa kolen, tudi hrbtenice, in to je tisti glavni izgovor, če lahko temu malo grdo rečem pacientov, ko jim rečem, da bo treba vaditi, ne morem, kam me kolen boli, jaz ne morem hoditi. To je ta glavno, ljudje povezujejo gibanje s hojo, zato se mi zdi pomembno, da to poudarva. In ko mu poskušam razložiti, da je zanga trenutno gibanje lahko že to, da 5-krat ostane iz stola, pa 10-krat dvigne 2 polni plastenki vode, se pravi, da lahko v domačem okolju zelo lepo prilagodi neko vadbo, ki je zanga v tistem obdobju primerna in jo bo lahko potem tudi stopnjeval. In zato ne rabi hoditi v klanc, pa ne rabi, si kupiti fitness karte, vsaj na začetku ne. Torej, ogromno stvari lahko naredijo doma. In to se mi zdi, da jim je taka eureka. Tako, tako da ni treba zdaj samo hoditi, pa če ne moram hoditi, plavati. Torej, da so to drugi načini gibanja, ki so včasih precej bolj učinkoviti. In tudi to, kar so prej omenila, se pravi ta aspekt mišične mase, varovalni, seveda nekaj te mehanike, zelo pomembne, nekaj pa tudi ponovno presnove. Tako, kot so rekla za maščobe, tudi mišice imajo svoje hormone, ki pa delujejo zaščitno, ki pa pomagajo imunskemu sistemu in to je tisto, kar jim je treba nekako zraven razložiti, da ta del potrebujejo, kljub temu, da bo mogoče za to na tehnici kakšen kilogram več. Meni se je zadnjič en prijatelj, oba sva starša malih otrok, sva se malo pritožvala, temi lepotami in nespanjem in to. In mi je on rekel, pa kako ti najdeš čas, da greš v fitness, tokrat hodiš, pa sem rekel, to si povzamem, to pa se mi zdi nujno in mi je rekel on, meni se zdi, da če imaš otroke, pač ne moreš imeti časa za fitness in moja misel je pa obratna, se mi pa zdi, da če treniraš, boš imel več časa za otroci. Točno to. Na dolgi rok, kvalitetnega. Ne samo več časa, imel boš več energije, bil boš takrat, ko boš z njimi, lažje z njimi, kognitivno lažje z njimi, ne samo motorično. Tako da jaz tudi mislim, da v resnici časa je vedno, ne bom rekel dovolj, ampak vsaj zadosti, da naredimo nek bare minimum, se pravi, da se premaknemo. Jaz sem že malo omenila tudi sedenje, hojo in te stvari se mi zdi pa, ki se jih je fajn omeniti v luči našega modernega načina življenja, ne glede na to, hujšamo ali ne. Ko so prišla sem, se usedla, si tako rekla, da se moraš usesti tako pravilno, da boš svoji stroki naredila nekak poklona. Kaj je zdaj s tem famoznim sedenjem? A to res toliko ubija in krni in kako sedeti in koliko sedeti? Zdaj so 2 aspekta omenila. En je ta aspekt oziroma učinek sedenja na našo presnovo, predvsem na to, da se takrat umirimo in nismo aktivni. Drug je pa ta, kar sem ga jaz prej v šali rekla, kako sedimo. Se pravi, je zdaj sedenje aktivno ali smo protrahirani z rameni naprej, sključeni. Zagotovo, na dolgi rok ubija, recimo zato, ker je pač toliko časa temu posvečenega. Zdaj, težko mi dva se danes rešiva svet na ta način, da ljudje ne bojo več 8 ur na dan sedeli, lahko jih pa vsaj mogoče spodbudiva k temu, da si, printer prestavijo v sosedno pisarno, pa takrat, ko dajo nekaj natisniti, ostanejo pa naredijo nekaj korakov do tja, ali pa zavestno. Jaz včasih rečem pacientom, ne si kar na ekran nalepijo listek v stanje. Torej, da ostanejo, pa je to lahko za 15 sekund, samo toliko, da naredijo nekaj te aktivacije. Take majhne spremembe dnevne so blazno pomembne, spravi ta nestrukturirana vadba. Ali pa da vidijo, zdaj sem po eni službeni poti, pa vedno to občudujem, tako v navednicah na letališčih, kako so vedno zabasane tekoče stopnice ali pa dvigala, pa čisto prazne navadne stopnice, pa v resnici vsi sedimo na tistih letih po 3 ure, pa nekako nam ni prišlo v to zavest. Nekaj trak imaš, ko ti malo hitreje hodiš. Tako, ampak nekako pač zberemo neke te opcije zelo podzavestno. Tle bom mogoče sem tako malo za šalo povedala, ker sem na začetku omenila
strokovno direktorica, ki mi je takrat odgovorila, da mimogrede ta strokovna direktorica je potem postala moja mentorica za specializacijo, najboljša mentorica, kar sem jih kadarkoli imela in sem jih hvaležna z vsega srca. Ampak to je bila tudi ena izmed njenih, torej v prvem letu specializacije, ko sva šli prvič na en oddelek tam na Soči, sem se jaz postavila pred dvigalo, ker so šli v 4. nadstropje in me je pogledala in rekla, na Soči, kdor me noge hodi. Takrat naprej ne izberem dvigala. In tako se mi je zdela, neka taka spodbuda vseživljenjska, da nikoli ne izberem dvigala. Mislim, vam pa si predstavljam, da je še dosti manj samoumevno to, da se lahko gibaš brez bolečin, brez omejitev. Seveda. Je pa zanimivo, to si rekel ta listek, ne, vstani. Jaz imam pametno uro, ne, tudi doma, ki ima tisto opcijo, da ti piše stand-up, ne, vstani po nekaj časa. In tukaj pa vidim jaz recimo ta kdaj konflikt med teorijo in prakso. Ne. Vse to, kar si nam zdaj ti lepo razložila in kar se pogovarjava, smo načeloma tudi učili na medicinski fakulteti, ali je vsaj del stroke, ki jo MF uči. Recimo tudi to, ne, sedenje je nevarno, to, zakaj ni dobro. Kaj pa delamo zdravniki v praksi, ne? In na faksu, recimo, kdaj mi ta ura najbolj brni in piska, je, ko imamo kakšen kongres in imamo en sklop predavan 2,5 ure, ne? In tam mi piska, vstani, kako naj vstanem, on še govori, vsi sedimo. Ne? To je to, kot na faksu skozi učijo, kako je spanje važno. Ne? Spanje je najbolj važno, pa se boš dežuril, se boš zjutraj ob 6 kolokvij. Tako se mi zdi, da kdaj kontradiktorno, kdaj pač moraš kaj tudi kontradiktorno narediti, ampak če je kdo, ki bi mogel biti prvi v tem, bi mogel biti naš faks, ne, da bi recimo... Tako, pa tudi mi potem v resnici učimo nekako zgledom. Ne. Vse to sem te hotel vprašati, ker ti, kako razumem, si tudi triatlonka. Bivša. No, ampak plavaš, tečeš, no, tako rada športaš, torej, ali ta practice what you preach, ne, gibanje, prehrana, a tudi potem skušaš živeti, sklepam na ta način? Kar se gibanja tiče, si brez slabe vesti upam trditi, da ja, tukaj se resno trudim. Pa ne zato, ker bi vedela, da moram, ampak zato, ker je pač gibanje postalo en del mojega življenja, brez katerega enostavno ne znam ali pa ne zmorem. Res je tudi, da sem spremenila mogoče ta pričakovanja do sebe ali pa način gibanja. Se pravi, da mi je zdaj to sprostitev, pa nekaj, kamor grem odklopiti možgane. Včasih je bilo mogoče res bolj strukturirano. Pri prehrani sem mogoče mačkan manj pridna. Prej, ko sem omenjala meal prepe, tukaj bi si tudi jaz želela, včasih narediti kakšen korak naprej. Moram reči, da imam zdaj izjemno srečo, ker imam prvorojenko hčero, ki je stara 11 let oziroma bo zdaj 12 in je v tej fazi, ko zelo rada kuha in peče in pripravlja. Tako da zdaj imam vsaj ponedeljke pa srede nekaj narejeno. Ampak ja, tukaj je mogoče, ali pa je zagotovo še nekaj manevrskega prostora. Ja, sicer se mi zdi, da je velikrat problem, da zdravnik naredi tak temeljit pogovor, pa gre ta pacient domov, pa ga vidi tam zadnji, kako kadi za hišo, ali pa je pač zdravnik prekomerno prehranjen. Ampak da ne bo samo v športu in to, da mi povej, da bom zvest naslovu podcasta, a tudi kaj lenariš in kaj je tvoj najljubši način lenarjenja? Zdaj moram pa zelo premisliti, kako bom odgovorila, da jih ne bom doma poslušala. V resnici fizično lenarim res redko, oziroma res redko se ustavim, pa uležem, pa dam vse 4 od sebe. Možu doskrat pojamram, da si tako zelo želim, pa da bi šla tako zelo rada zdaj nekam na plažo, pa bi se ulegla, pa ne bi nič delala, pa reče, po 10 minutah bi mi težila. Gremo tenis, gremo plavati. Tako da ta način lenarjenja pri meni je v resnici lenarjenje psihološko, torej da odklopam možgane. Tako da, kar se mogoče hecno sliši, ampak jaz lenarim še vedno športom. To je čisto, ja. Edini tist del dneva, ko se pa res uležem in se mi zdi, da takrat pa se mi tudi puls umirije, pa ja, naša večerna rutina, še vedno imamo neko skupno branje, čeprav sta zdaj že toliko stara, da bereta sama. Ampak ja, to je nekako ostalo in takrat se mi res zdi, da se umirim in da je to tisto lenarjenje, tako v polnem pomenu besede. Lepo, kako je ta večerna rutina drugačen izraz, če imaš malo starejše otroke. Čim si rekla, to mi je nabil kortizol, pa to je za male otroke, to najbolj se mi zdi intenziven in stresen del dneva, ker večerna rutina pomeni sprav 2 človeka, ki nočta se umiti, jih moraš umiti, nočta spati, morata spati, in to je nekako. No, potem pridejo pa lepi časi. Ja, pa se jaz si pa govorim tako, časi boš pa nazaj gledal, pa si boš mislil, kako mi je ta punčka rekla, lahko še eno pravljico in kako je bilo to lepo. In probam pol tako nekako gledati
na to odzuna in si reči, da je uživi zdaj, čeprav je naporno, ampak je lahko zelo naporno. Berete veliko, sem te ravno hotel vprašati, če imaš za konec kakšno knjižno priporočilo, kar si nedavno prebrala ali pa ti je všeč za poslušalce, ki so zdržali do konca. Ja, v resnici hecno, mogoče tisto, kar sem v zadnjem času brala, so bile res bolj otroške knjige, ali pa mogoče otroško-mladinske. Pa bom dala mogoče eno priporočilo najprej za starše otrok. Nam se je to zelo spontano zgodilo. Dobili smo enkrat, ko sta bila, mislim, da je bila hčerka stara 4 ali pa 5 let, Malega princa. Zelo tako, se mi zdi taka klasika. Ampak od takrat naprej imamo neko rutino in sicer, da ga vsako leto preberemo in vidim, kako jo vsako leto drugače razumete. Tako da Mali princ, no potem je pa hči lani, mislim, da za počitnice, domov pripeljala knjigo Mladega princa, to je pa nadaljevanje te zgodbe drugega avtorja. Drugega avtorja. Krasna zgodba. Mali princ, ki zraste v mladega princa, na zelo podoben način narejena, mogoče vsem mačkam bolj za odraslo populacijo, ampak sta jo zelo rada, mislim, sta jo poslušala. Tako da mogoče to je zdaj ta del, blazno sta navdušena nad Anjo Štefan, mogoče tudi zato, ker se mi dve poznava, pa ima je to še pol bliže. Tisto, kar je pa mogoče mojega, pa jaz upam, da ne bo zdaj zelo feministično izpadlo, ampak Ženske, ki tečejo z volkovi je bila knjiga, ki sem jo dobila enkrat v dar od ene zelo dobre prijateljice. In to je bila knjiga, ki je nisem uspela prebrati v kosu in jo berem, mislim, da zdaj že 2 leti tako po delih, prvi zato, ker mi je zahtevna, drugi zato, ker se mi zdi prav, da si dam čas, da se mi usedejo stvari, ki jih preberem, ker je posebna, no? Tako da mogoče tukaj nek ta aspekt neke divje ženske, intuitivne, ki se obnaša po nekem instinktu, ampak tako, no, bom rekla, v različnih nekih zgodovinskih obdobjih. Zelo prijetna knjiga. Super. Zahtevna, prijetna, ni počitniško branje. Zdi se mi, da sem slišal nekje za to knjigo, ampak se ne morem spomniti, kje niti o čem je, ampak bom prav pogledal. Se mi zdijo fine knjige, ki zahtevajo čas. Jaz sem tako bral, recimo lani Lonesome Dove, ne vem, če je prevedena, to je ena v bistvu western je, od enega Pulitzer nagrado je dobil za to knjigo, Larry McMurtry. In sem jo bral več kot 1 leto in ne zato, ker bi mi bila bedna, dolgočasna, karkoli, ampak prvič ima 1100 strani, no. Drugič je pa tako krasni liki so in tak žmohten jezik je, jaz rad to angleščino tudi kdaj berem, da kdaj kakšne stvari prebereš 3-krat, 4-krat ali pa si vzameš kot si rekla, 1 mesec pa mal svalkaš to v glavi kot kakšno serijo, ki si jo gledal, pa ena epizoda ful močna, pa si tako, wow, ne, kako so dobro odigrali. Tako da to, da bereš nekaj dolg, ne pomeni nujno, da je slabo. Ja, tako kot sva rekla, ne, spremembe na dolgi rok in čas, mogoče kot neka zaključna misel, ena stvar, ki sem prebral, pa se mi je kar usedla, ne, ki je nekdo govoril, sicer ne o hujšanju, ampak o pridobivanju mišične mase, pa je rekel, slaba novica je, da bo vzelo kar veliko časa. Dobra novica pa, da čas v vsakem primeru teče. Se pravi, enako velja v nasprotju. 4 leta kasneje boš še vedno 4 leta starejši, tako. A boš močnejši ali ne, si pa sam odloči. Tako da najlepša hvala, Neža, za vse razlage in za ta pogovor. Jaz mislim, da bo marsikdo našel vrednost v tem in upam, da mogoče naredil kakšno pozitivno spremembo zase, če ne od drugega, vsaj malo bolj sedel. Pa malo manj sedel. Tako. Hvala tebi še enkrat za prijeten pogovor. Pa hvala vsem, ki ste poslušali in seveda se vidimo spet prihodnji mesec, do takrat pa fino lenarite, s športom ali brez in čuječe, jejte, živite, bodite, adijo.